Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Jaz vas vse lepo pozdravljam. Danes imam pri sebi gosta, hitro se bo predstavil. Prišla sem pa do njega tako, da smo letos poslovna darila, lani decembra, naročali pri njemu in to je izpadlo tako res ekstra ljubko, s posebnimi nalepkami, tematsko obarvanimi, skratka, vsi smo bili navdušeni in tako so se potem začele razvijati tudi debate in jaz sem ugotovila, da ima toliko zelo veliko zanimivih stvari za povedati, da si to zasluži pa en poseben podcast. Z mano je Matic Vizjak. A te lahko prosim, Matic, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljen? Ja, hvala, Maja, za tvoj zelo prisrčen uvod. Kje naj začnem, mogoče leto 2016. Sem nekdajšnji najinovativnejši kmet Slovenije, leta 2016 in 2017. Drugače lastnik podjetja Chili Wine d. o. o. Ukvarjam se zadnjih 13 let z delno s kmetijstvom, nekaj pa tudi z pridelavo in predelavo, s čilijem, čebelarstvom in pa, kot si sama že omenila, malo drugačnimi, bolj inovativnimi, osebnimi in poslovnimi darili. Tako da v grobem sem iz prehrambene stroke. Če si začel na začetku leta 2016, dajva midva tam tudi nadaljevati, kaj pomeni, da je nekdo najinovativnejši kmet? Najinovativnejši na kakšnem področju? To v bistvu bom tako rekel, začelo se je mogoče še, če se lahko, se bom mogoče vrnil še par let nazaj, ker sem bil tudi sam zelo presenečen nad tem nazivom, ke sem ga dobil, ker nikoli namreč ni bil v planu. Se mi zdi, da je mogoče pomembno na tej točki, da to povem, da iskreno sam sebe nisem nikoli videl, da bi živel in delal na kmetiji. Vedno me je zanimal svet, širina sveta, vedno sem sanjal o nekem globalnem uspehu, vedno ne vem, od kod sem imel v bistvu to vizijo, ker prihajam, bom rekel, res iz majhne, skromne družine, srečmarja pri Jelšah in nikoli nisem imel niti nekega nekega feelinga ali pa nekega vzornika, ki bi mi lahko rekel, da je to sploh možno, razen enega, ne. In to je bil, to večkrat povem, malo šalim, malo zares, moj največji vzornik vedno bil Arnold Schwarzenegger, glih zaradi tega. Moj tudi. Res? Res, obožujem Arnolda Schwarzeneggerja, obožujem ga. Jaz sem prebral obe njegove knjige. Jaz tudi. Res? Ja. Moj bog, to pa prvič slišim, da sem srečal nekoga, da še njegove dve knjigi prebral. In te knjigi sta neverjetni. Ja. No, okej. Ja. Bova kakšno rekla o Arnoldu. Ja, jaz ga tudi obožujem, pač res. Kaj je on dosegel v eni sami življenjski dobi, je absolutno neverjetno, ne. Kakšen mindset ima? Predvsem zaradi tega, ne, in da približno izhaja iz podobne neke vasi kot jaz, iz podobnega ozadja. Se pravi, je možno marsikaj, ne. Če res imaš misli, bom rekel, če si ti kontroliraš svoje misli, ne misli kontrolirajo tebe, to je res največja teža vsega, ne. In on me je vedno spominjal, da je možno, in še danes me, no, na neki točki. Ja, ampak recimo, zato sem potem tudi jaz takoj po končani srednji šoli sem imel to idejo, jaz ne bom na kmetiji, ne bom doma, hočem svet, in sem takrat šel, v bistvu že z 18 leti, to zdaj lahko rečem, da je že skoraj 22 let nazaj, sem šel delat na tovorno ladjo. Vkrcal sem se v Singapurju, jaz sem bil takrat tudi prvič v življenju, sem sploh videl avion od blizu. Morate vedeti, da takrat v mojih časih srednja šola je še v bistvu niti vsi še računalnikov takrat nismo imeli, še smartphoni so glih začeli nekaj ven prihajati. In sem nekje dobil idejo, da bi šel delat na tovorno ladjo, in sem nekako upal, da bo pa mogoče ta tovorna ladja nekje neke sledi pustila, da bom mogoče lahko tam naredil neko eskalacijo. Jaz sem potem na tej ladji preživel slabo leto, sem prišel nazaj v Slovenijo. Kot rečeno, bil sem star takrat potem 19 let. In sem prišel nazaj, nisem bil dolgo, malo sem bil po Sloveniji levo, desno in sem takoj videl, da to spet ni za mene, sem šel v Avstralijo in sem potem še tam živel 1 leto. In sem prišel začel sem seveda kot pomivalec posode, ker druga pač ne moreš, če nimaš nobenih izkušenj, tako jih jaz nisem imel.
In sem potem prišel v roku enega leta izpolnjevalca posode do nekako prvega kuharja. Potem pa, ker sem se, bom rekel, tudi kar dosti naučil kuhati, in to znanje v kuhariji me je pa potem kasneje, bom rekel, prišlo prav mnogo kasneje, 10 let kasneje, ko sem se pa začel ukvarjati s temi chili omakami. Ampak no, da ne bom predolg, takrat v Avstraliji mi je bila sicer, bom rekel, kar se tiče denarja, mi je bila zelo všeč, ker plača je bila takrat, verjetno je tudi sedaj, ampak primerjava s Slovenijo je bila takrat plača nenormalno visoka in za enega pubeca, starega 19 let, so bili to nori denarji takrat, ne. Jaz sem prišel potem nazaj v Slovenijo in tudi nisem spet dolgo počakal v Šmarju, sem se preselil v Portorož, kjer sem pol živel v life class verigi, no, sem potem delal naslednjih 9 let, kjer sem se preizkušal v vseh možnih vlogah, od receptorja, savnomojstra, reševalca iz vode, osebnega trenerja, natakarja, ni da ni. No, potem pa je bila takrat tista kriza, 2008, 2009, 2010, italijanskih gostov je bilo vedno manj v Portorožu, s tem so padle tudi napitnine, tudi dosti restrikcij je bilo potem v sami službi in hotelu in sem se pol na neki točki odločil, da pač hočem zapustiti ta gostinski del. In potem, bom rekel, nekaj denarja sem imel privarčevanega, hvala bogu doma smo imeli kar veliko hišo, tako da ni bil problem se vseliti, tako da smo pol takrat z bivšo punco prišli nazaj živet v Šmarje pri Jelšah. No, tam sem pa s tem privarčevanim denarjem nekako rekel, kaj zdaj bi. Imeli smo, bom rekel, doma bivši hlev, nekoč smo imeli živino, potem pač je oče opustil to dejavnost, ampak prostor je bil velik in neuporabljen, potem pa sem ga jaz nekako, bom rekel, opremo v eno malo proizvodnjo, da smo pač začeli takrat s chili omakami in prve so bile 3 chili omake s tem, kaj sem začel. Imel sem takrat tudi eno službo še poleg, ker sem delal v eni kovinarski industriji celo. Potem pa sem z letom 2014 organiziral z peščico prijateljev, takrat, ko smo bili ljubitelji pikantne hrane, prvi festival, tudi pikantne hrane v Sloveniji takrat, v Chili festival, Šmarje pri Jelšah, in takrat se je potem ta zgodba nekako začela odvijati, ker je noro ekspandirala, saj veš, kako je v Sloveniji, je zelo značilno je, mali smo, ena nova stvar zelo hitro eksplodira, zelo hitro postane mega priljubljena. Poznamo zgodbe iz hamburgerjev, pa iz craft piv, pa tako naprej. Zdaj Pa iz džinov. pa bravo, evo, pa iz džinov, vedno nekaj se rata, eksplodira, ne, ker to vsi jemo pa vsi pijemo. Potem pa postane izziv, ker je market tako zelo mali, da postaneš, Najemo se tega ja, in in konkurenca pride in potem že vsaka vas ima na koncu svojega pivovarja in svojega čiljaša in svojega hamburgerja in tako. In je bilo pač, in je potem kar borba, no, za obstanek, ne. Prve mogoče 2-3 leta je super, ker rasteš tako, da sam sebe komaj dohajaš, potem pa kar hitro pride malo do streznitve, ne, ker se trg saturira, pride dosti konkurence in potem pa pač je kar mogoče malo borba za preživetje, dokler se ti mogoče ne odpre kakšen tuj trg, ne. No, tu pa potem spet pride, nastopi ideologija Schwarzeneggerja. no, okej. Zdaj tuj trg je pomenil zate kaj? Kateri tuj trg in kako? Tuj trg je za mene pomenil predvsem, ne vem, kako naj povem, ampak eno veliko klofuto, res taki šamar, da ker v Sloveniji smo, bom rekel, naša zgodba ni imela zdrave rasti, ne. Naša zgodba je imela takšno rast, ki če bi se zdaj, Navpično. ja, ker če bi se zdaj vrnil nazaj, 14 let nazaj, si nikoli ne bi želel več take rasti. To je največja past in greh, ki te lahko doleti. Zakaj? Zato, ker potem ti živiš v neki lažni nerealnosti, ali pa recimo, lahko rečeš tudi realnosti, ker je to tvoja nova realnost, ki pa ni realna, to je samo tvoja lažna realnost. In misliš, ker pač letiš na krilih uspeha, malo tudi slave, zato ker tudi, bom rekel, piarja je bilo takrat ogromno, sploh ko sem prejel ta naziv za inovativnega kmeta leta in potem leta 2017 še enkrat in potem leto kasneje sem bil še med top 3 najperspektivnejšimi mladimi podjetniki Slovenije in tako naprej, in skozi je bilo ogromno tega, ogromno intervjujev in vsega, in seveda zraven potem dobiš veliko ljudi, ki te pozna, te prepozna, ti aplavdira in te vse to spet nosi še višje in višje in višje in potem pa rečeš: zdaj pa to mi imamo, ne, zdaj pa gremo mi v Ameriko. To bo easy." Prideš v Ameriko in seveda misliš, da pač, da tam te tudi bojo vsi po rokah nosili, tako kot je doma, in pol pa dobiš veliko streznitev in vidiš, da temu ni tako in da tam si
nula ali pa manj od nule, ne. In, drugi izziv je pa tudi potem finančni izziv, ne. Ker v Sloveniji si ti tudi osebno prisoten in lahko z relativno malim finančnim vložkom na začetku veliko dosežeš že samo s svojo prisotnostjo. Tam pa tega ni. Tam pa ti prideš na masovni trg, kjer je borba 10-krat hujša kot tu, in tam so milijoni, takoj. In kdo jih ima več, tisti bo zmagal s propagando, tisti bo prišel v ospredje. Osebna nota, nima takega pomena samo zaradi tega, ker niti ne prideš z osebno noto v ospredje, zato ker ti druga masa ne pusti priti zraven. Ker je, denar pač, kapital toliko močnejši od tvoje osebne prisotnosti ali pa svoje osebne poštene, prijazne notice, ne, s katero doma lahko uspeš, je pa tam potem, ker bom rekel, ja, velika klofuta in streznitev, da pač, tam pa to ne bo šlo tako. In, so bili, bom rekel, par let, prvih par let kar veliko, bom rekel, zelo, zelo, poraznih poskusov in kar dosti napačnih investicij in kar nekaj Denimo, kakšna napačna investicija? recimo, da si šel v tisti želji, da končno prodreš na neki trg, da kljub temu, da imaš vse rdeče alarme, pa da znaš približno ali pa vsaj okej izračunati, do kako nizke cene pa ti se še lahko spustiš, da bo ta produkt tebi vseeno vrnil neki RVC, od katerega boš lahko nadaljeval proizvodnjo, razvijal produkt naprej, ampak ker si zaslepljen, pa ker si res, bom rekel, nedolžen za tuj trg, pa ne bom drugega reči, kot mogoče celo malo neumen, no, naivn, greš pod to ceno in potem seveda to drago plačaš, ne, v naslednjih korakih, zato ker pač matematika je matematika, glej, in ne moreš mimo tega. Treba je izračunati. Pije vodo? Ja, greš. Če ne pije, samo zato, da boš, gor gledal pa molil, ne bo dosti, ne. Pa upal na najlepše pa na najboljše v tem kapitalističnem svetu tudi ne bo, ni glih prava pot, ne. To sem se sam naučil, ne. Kje je prisoten v Ameriki v tem trenutku? Chili Freak je prisoten, v Ameriki, evo, zdaj glih pripravljamo novo pošiljko, glih točno te dni. Sicer je tam malo drugače, malo prilagojena etiketa za njihov trg, ampak, je prisoten. Moram reči, da smo sicer našega glavnega takrat, dobavitelja med covidom izgubili. Takrat smo imeli kar en velik projekt, v katerega sem dobronamerno sicer vpletel še kar dosti drugih slovenskih proizvajalcev, ker smo mislili pač, Cleveland je izjemno veliko slovensko mesto, rečemo, pa ogromna slovenska skupnost je tam, kjer živi nekje 50,000 slovenskih migrantov, ki so šli gor po drugi svetovni vojni in nimajo gor niti enega laškega piva ali pa, ne vem, nekaj, da bi imeli slovenskega, ne. In mi smo takrat se nekaj organizirali, da bomo, spravili v Cleveland nekaj slovenskih produktov. Takrat je bilo tudi takrat je bilo celo tudi kar dosti podpora, s strani vlade in to, ampak je potem tekom covida, nekako, mislim, da res, ne vem, če ni bilo mesec ali 2 meseca po tistem, ko je bil prvi lockdown, ja, mislim, da je bilo nekje 2 meseca po prvem lockdownu, bi mogel iti, prva pošiljka gor in je pač on odpovedal pogodbo zaradi višje sile, ne. Seveda zameriti mu ne moreš, ker na konec koncev je imel prav, lockdowna ni noben pričakoval, je pa to tako, da gor so bile razmere še veliko, veliko bolj restriktivne, kot so pri nas, ne. In, takrat smo tudi spet kar veliko izgubo, ker je vse etikete so bile prilagojene že za ameriški trg. Roki trajanja so seveda začeli teči. Zdaj jaz osebno mogoče nimam toliko težav, zato ker imam 2 pa 3 leta rok trajanja, ampak drugi, ki so bili pa zraven vpleteni, so pa takrat, bom rekel, kar veliko izgubo imeli, ne. Dobro, to mogoče nismo bili mi krivi, je bila višja sila, ampak, takrat smo izgubili enega zelo, zelo velikega playerja. Bilo pa je seveda kar nekaj investicije, no. Kaj pa potem po Clevelandu, zdaj v tem trenutku? Ja, po Clevelandu se je pa vsa zgodba spet začela čisto povsem na novo, ne. Spet na sejme, enostavno druge poti, da boš, nekako penetriral gor preko B2B ali pa kaj, si spet ne moreš privoščiti. Sejem. Sejem, kjer se razstavljajo izdelke. Ja, ja. In potem pridejo potencialni kupci, potencialni dobavitelji. Mislim, če imaš budget, je sigurno obstajajo boljše poti, ne, ampak če ga imaš, recimo, če si ti, moj nasvet bi bil, recimo, če greš na tak velik trg, seveda moraš izbrati prvo samo eno državo, en state znotraj tega velikega,
velike države, ne kar na vse, ker tako nima šans, ampak recimo, da si najdeš neki en state na vzhodni obali, recimo zato, da te tudi shipping malo manj stane, in da ga obdeluješ, in da si pripravljen za to nameniti, ne vem, vsaj 100.000 evrov, recimo, ne. Da imaš agenta, ki ga lahko zaposliš gor, da si pripravljen dati nešteto vzorcev, kolikor jih želi imeti, da je pripravljen iti na vse sejme možne tam naokoli. In to moraš imeti kar eno 6-mesečno številko pripravljeno, da jo pač izgubiš. Lahko rečeš, da se bo kaj zgodilo, lahko pa, da se ne bo nič zgodilo, ne. Potem imaš tu en dober recept za uspeh, no. Ker nekje na neki točki, če res tvoj produkt že uspeva na nekih drugih teritorijih, recimo Evropske unije, se pravi, da imaš neki dokaz, da produkt se prodaja, se konzumira, pa kakršenkoli že, se bo zelo verjetno tudi tam, ne. Ampak da prideš tja in da pridobiš zaupanje na tistem trgu, je pa pač žal povezano z denarjem. Ker vsa tvoja konkurenca, ki je na tako visokem levelu ali pa višjem levelu, trka na ameriška vrata, ker vsi bi bili radi tam, ne. Vsi bi bili radi tam, zato ker vejo, da če boš tam uspel, potem imaš dela za 2 generacije dosti, ne, ali pa še več. Koliko pa pikantne omake, torej čili kot tak, glede na geografsko strukturo sveta, uspeva v različnih regijah? Američani da? Američani so največji potrošniki na svetu. Američani so največji potrošniki čili omak in čilija na svetu. Bi si ljudje mogoče mislili, da so kakšni Azija? Azija ali pa Mehičani, ampak ni. ZDA, Američani, Severna Amerika so največji potrošniki čili omak. In je tudi, jaz sem prepotoval res ogromno držav in nikjer še nisem videl, ko prideš v trgovino, takšnega noro velikega izbora čili omak. To je tako, če pogledamo tole steno, so samo čili omake. Od A do Ž. In to se vse proda. Saj tabasko je ameriški, a je? Tako, iz Louisiane, ja. Zdaj maja gremo obiskat Tabasko, muzej pa fabriko. To je, mislim, da ne vem, 175 ali 176-letno zgodovino. Nekje sem bral en članek nedolgo nazaj, ni bil prisoten samo v Severni Koreji pa na Kubi. Zdaj pa ne vem, mislim, da Coca-Cola pa Tabasco, če se prav spomnim. Samo v 2 državah sveta, Severna Koreja pa na Kubi, nista bila prisotna, drugače pa povsod. Pa zdaj, čeprav zdaj mislim, da ko ni več Fidel Castro, pa to mislim, da na Kubo zdaj tudi so prišli ameriški produkti, ampak ja, na neki točki sta bila pa to edino 2 produkta. Tako da Tabasco je, bom rekel, pokriven ga, bom rekel, sploh slovenska skupnost obsoja, kot kisla omaka, zanič omaka, samo peče, samo kisla je, ja, ampak to je fermentirana omaka. Ta omaka ni bila nikoli mišljena za na pico. Pač se ne uporablja za pravi način, zato omaka pač ni dobra, ker ne pride do izraza. Ker ko si ti naročiš neko najboljšo napolitana pico s pršutom pa z jajčkom pa z ne vem čim, pa jo poliješ s tabaskom, to seveda ne paše skupaj, to je skregano s vso logiko in zato potem pač tabasko izpade negativno, zato ker ga ljudje ne znajo uporabljati. Ne moremo jim pa to zameriti, zato ker 15 let nazaj druge čili omake kot tabasko v Sloveniji takrat tako nismo imeli. Ko si ti razvijal čili omake, si jih razvil za različne potrebe, za na pico, za v pašto, za v... To sem začel pol dosti kasneje, ampak Okej. na začetku je bila pa to čisto taka nedolžna igra, ker sva, bom rekel, jaz pa oče, no, to sem od očeta pobral to ljubezen do pikantne hrane. Jaz sem povedala, po mojem, litre in litre tabaska v življenju, in ker ga ne moreš več in ker je tabasko samo pač eden, ni da jih je 12, pa da lahko malo izbiraš, pač je eden, dobro, zdaj že imaš neke variacije, ampak takrat je bil en tisti tabasko. In seveda, če sem imel rad pikanten, nisem imel druge izbire in pol sem samo tisti tabasko vsepovsod si polil in smo ga imeli tule gor, po domače povedano. In pol smo začeli doma delati čili omake. Za sebe, za strica, za onega, za tam, za tistih par 5 prijateljev. Čisto tak nedolžna zgodba. Tako se dosti nekih nedolžnih zgodb začne, se je tudi ta, jaz sem takrat še prej imel, tako sem že prej rekel, no, službo, ki mi je bila čisto super, nisem rabil nekega, ni mi bilo to nikoli ideja, da bi bil dodaten zaslužek, kaj šele, da bi se poklicno kdaj spustil v to ali pa profesionalno. Ampak je bilo čisto tako, da se spomnim prve serije, je bila tam ena 2012, 2013, ko sem naredil, pa naša imajo dosti mame navado, da vsak tisti kozarec hranijo, veste, od kumaric, od gobic, od koruze. Poznam zelo, No. zelo poznam, je pri nas čisto enako. Aha. Se umije Ja, in se... za kak sataraš pol, pa za Porabi kake stvari se to vse porabi. No, in to pri nas je tudi bilo tako. In eno leto smo več zatom vzgojili ogromno čilijev, leto je ful fajn rodilo in to je bilo jasno, da to noben ne bo mogel pojesti svežih. Pol pa smo nekih domač paradajz, pa to, pa smo naredili malo neke pikantne omake za sebe. In vendar je bilo takrat, mislim, da
da smo našteli 88 kozarcev, ampak to je bil vsak drugačen. En mali, en velik, en debel, en v krogu, en štirioglat, en tak, en onak. In pol pač seveda, ko pridejo obiski, ali pa kaj, smo to dali zraven na mizo za ponuditi, ne. In to je bilo ljudem noro všeč, kako je to dobro, sem in tja. In pol so začeli od mene to, daj mi prodaj, ne. Jaz nisem imel niti cene, sem rekel, kako vam naj prodam, sem rekel, če nije niti etikete gor, niti nič, ne. Pa sem dal, nanesi si domov, pa bom vesel, če jo doma poješ, super, ne. Te pa seveda ta oseba dobi doma obiske, ne. In pol te kliče, tu smo dali mi na mizo, to si hočem imeti, daj bom prišel zdaj po tebe, pa mi prodaj 4. Sem rekel, stari, če ni, kako ti niti ne vem, koliko je vredno to. Pa reče, ne vem, nekaj ti bom dal 5 evrov. Sem rekel, okej. Pa sem dal, pa sem, veš, res tako nedolžno. In pol sem tistih, ne vem, če sem 3-4 kozarce smo povedali, ostalo smo pa pač je vse šlo. In pol so ljudje še to spraševali, kje je, kak je, kje se da dobiti. No, in pol pa, ker so me klicali chili freak, to je moj že srednje šole, moj vzdevek, ker sem vedno najbolj pekoče čilije v Šmarju jedel. In vedno, ko je kdo s kakega dopusta kje prišel, je vedno neki čilije tam mogel prešvercati v Slovenijo, da jih je meni pol dal za stopiš. Sem pa mogel iste čilije tam v gostilni nekje jesti, ko sem bil še mlad pubec. No, in čisto tako se je to začelo, ja. In pol sem pa prve te flaške kupil. Jaz sem kar v Wordu še sam naredil logotip chili freak, pa 2 čilija sem mu dal za berke. Pa sem rekel, to je moj logotip, sem kar naprintal škarjam, pa sem naredil par omak. Ja, pa glej, so tudi tiste omake so tako šle, ne. Pol pa Picolino, okej. Pol pa sem šel, pol pa sem imel v Šmarju eno oblikovalko, eno punco, ko se je pač malo z oblikovanjem že ukvarjala, pa mi je pol naredila prvi logotip, tako kot treba, pa pol pa, ampak to je bilo vse še tako, na črno, bom povedal po pravici, ne. Ker pač nikoli ni bilo to moj namen niti tržiti, niti nič. Pol pa to so bili še takrat tisti prvi koraki, ko je Facebook še imel veljavo, takrat še ni bilo Instagrama, še ni bilo TikToka in vsi smo prvi začeli Facebook uporabljati in vse, kar se je na Facebooku objavilo, je imelo takrat noro velik doseg, brez promocij, pa brez kakršnegakoli finančnega vložka, ker je pač danes nujno potrebno. Takrat tega ni bilo. In pol so ljudje zato začeli slikati in objavljati in pol je meni bilo ono, opala, to pa zdaj ni več v redu, ne. Veš, jaz pa nisem imel niti pravih etiket gor, koliko je kalorij, koliko tega, ker to je bilo res tako za domačo uporabo naredil. In nič, pa sem pa vzel vse v roke, pa sem se pozanimal, kako se to pa pač naredi uradno, legalna etiketa, pohasa, po tako kot treba. Pa sem odprl, ker sem imel to srečo, da sem pač imel kmetijo, ne, kmetijsko številko, tako da sem lahko dopolnilno dejavnost na kmetiji odprl, kar je za nek startup super zadeva, ker je pač seveda zelo finančno zelo prijazno, no, bom rekel, način dela je dopolnilna dejavnost. In sem pol pač s tistim začel, no. Pol pa je nekako zgodba kar rasla. Te omake danes, kaj, saj že jaz jih poznam 6 različnih, koliko jih je v resnici različnih? 11, no. 11, Ja. okej. Je to prilagojeno jedem, je to prilagojeno okusom, po kakšni logiki? Tukaj imava mango, pa imava V bistvu desert tudi, smoke. na prvo sem jih začel delati po neki svoji logiki, da bi recimo, kjer sem sam najbolj pogrešal neko čili omako, ne, to je bila prva stvar, je bila pica, seveda, pa neki steak, to mi je bila prva, ideja, kaj dati namesto tabaska zraven, da bo ne naredilo produkt samo pikanten, ampak mu dodalo še druge vrednosti zraven, da bo še dvignilo dodano vrednost jedi, ne samo dodalo pikantno stopnjo, kar je mogoče, glavni problem, bom rekel, sploh teh poceni konkurence, ker je v bistvu omako, čili omako ni težko narediti, bodimo realni, čili omako res ni težko narediti, rabiš vodo, sol, kis, čili, paradajz, to je to, imaš čili omako, ne. Recimo, samo nič pa pol ta omaka ne da toliko od sebe, ne, pač peče in to dosti ljudi reče, že tudi tako na sejmih se spomnim, ko je bilo, sploh ko smo začeli s temi prvimi koraki, so vsi samo, to peče. Ker smo imeli vedno tisto predispozicijo, da čili samo peče, ne. In pol je bilo treba informirati ljudi, izobraževati ljudi, da imaš tudi več sort čilija in da vsak čili ima drugačno aromo, da vsak čili ima čisto neki drugačen buket, če se malo, simpatično izrazim, kaj šele, pikantno stopnjo, ne. Tako da tu se moraš kar igrati, recimo, in, Torej, level pikantnosti od 1 do 7 je odvisen od vrste čilija ali je odvisen od količine čilija v omaki? eno in drugo. In drugo. Eno in drugo, ja. In od ostalih sestavin, ki so v omaki. Ja, v bistvu zdaj omaka ima tam okoli 10% čilija, mogoče
katera malo več, ampak tu nekje, ker če bi dal pa več, bi bila pa tako prepikantna. Pol pa tako že ne moreš jesti, pa tudi povozi ves ostali okus, ne. Ker recimo jaz si tu res želim, da pride mango do izraza. In tukaj noter ni zdaj neki mango sok, ke bi bilo najcenejše iti kupiti cash and carry, kupiš mango sok pa malo zgostiš pa je, ne. Zdaj imamo 100-odstotni mango pire in to je več kot 10-krat dražja sestavina recimo, ne. Ali pa eno omako, ko imam s češnjo, dam noter 100-odstotni češnjev pire in to, tisto omako, ko pol ti ješ, res čutiš češnjo, je res barve lepe v češnji, ne, in seveda pol sem potemtakem potem tudi dobiš neka mednarodna priznanja, ne. Lani smo v bistvu zmagali v Ameriki, smo dobili pokalnega zmagovalca za najboljšo barbecue omako, pa v Nemčiji potem še malo kasneje smo dobili pa tudi pokalnega zmagovalca za najboljšo tartufo omako 2025. Zdaj, če nimaš teh premium sestavin noter, na takem tekmovanju tako nimaš kaj delati, ne, ampak če pa jih imaš, pa če imaš vsaj nekaj kuharskega znanja, pa toliko let izkušenj, pa toliko tisoč in tisoč, ko smo jih že mi skuhali, potem pač prideš do nekega rezultata, ampak pri meni je vedno prednost kvaliteta, okus, potem šele pekočina. Okej, zdaj sva obdelala Ameriko, Avstraliji ste prisotni? Ne, Še ne. Avstralija je Še bila, ne. Avstralija po mojem niti ne vem, če bi jo targetiral, iskreno povedano, ker je the land down under, ga mogoče tudi ne kličejo zastonj tako, ker je pa res taka posebna specifika, zgodba za sebe, pa ne vem, Avstralija je res pa tudi predaleč, iskreno povedano, tako da mogoče. Kaj pa Azija? Pol te enako velja tudi za Japonsko? Na Japonsko pa si poskušal? Japonsko smo pa poskušali, Japonska je zelo zanimiv trg, seveda, sploh njihova kultura je, bom rekel, ampak mogoče za moj okus preveč rezervirana, preveč konzervativna, no. Malo premalo so, bom rekel, odprti in to jaz mislim, da se pri njih pozna, ker imajo zdaj kar, bom rekel, dosti enih težav v vsakdanjem življenju glih zaradi tega, ker so zelo, zelo zaprt in rezerviran narod, ne. Jaz ne vem, ali je to pač posledica, ker so pač imeli, ker so šli čez to tragedijo, ki so šli pred leti, ampak z njimi je zelo težko, bom rekel, odkrito komunicirati. Pa nič ne rečem zdaj, da je to slabo ali pa narobe, ne me narobe razumeti, ampak je zelo težko za nas, ker smo navajeni čisto drugačnega načina komuniciranja in mi tega sploh ne poznamo. In potem je tako, če se rečemo, da se en Evropejec ali pa Balkanec pa Japonec pogovarjata, pogovarjata se, ampak mislita si pa vsak čisto drugo. On misli, da je Japonec nekaj rekel, pa v resnici ni, Japonci pa tebe tudi razumejo čisto drugače, kot si ti rekel. Zato, ker smo si tako različni, da če to v živo ne doživiš, ne moreš verjeti, ne. Jaz sicer na Japonsko s čili omakami nisem poskušal, ker oni so bolj ljubitelji vasabija, ne. To wasabi je pač njihova zadeva. In zato, kakor smo delali tam raziskavo trga, bi bilo mogoče nesmotrno iti za čili, smo šli pa takrat za pijačo, za čilino špric, to pa je wine špric, no, bom rekel, vino in karbonirana voda z okusom. Ampak je pa tu velik pa izziv, ker imamo številko 69, ne, številka 6 pa številka 9 na dveh piksnah in je v bistvu številka 9, številka 9 je pri njih prinaša nesrečo, ne. Kar še ni tako hudo kot številka 4. Številka 4 je smrt, številka 9 je pa nesreča. Tudi to se moraš, bog ne daj, da prideš tem dvem številkam, kakorkoli ven, ne. Pri njih mogoče grejo celo v tako abstraktne zadeve, da karkoli je v 4. nadstropju, je vse prazno, noben Japonec recimo ne parkira ali pa noben Japonec tam ne kupi stanovanja ali pa karkoli. To so mi povedali evropski kolegi, ki pač živijo tam, in avtohiše, mislim, parkirne hiše na 4. štuku so vsi, ki not parkirajo, so zelo verjetno neki drugi ljudje, ki so tam kot turisti ali pa delajo, ne vem, na kakšni ambasadi ali pa so kakšni učitelji, ki pridejo od drugod, ker tam štirke noben ne parkira. Tudi stanovanja ne kupi noben na 4. nadstropju, ne. Tam je pa njih je to zelo, zelo resno, ne. Ta numerologija in vse to, tako da tam smo imeli potem, trikrat sem bil na Japonskem sicer, trikrat, ampak mislim, da na koncu, če sem prav informiran, mislim, da je samo Kodila je potem dejansko neki deal naredil, no, da zdaj posluje z njimi, ostali pa mislim, da ne vem, če kdo, no. Ker na koncu koncev, če govorim iz svoje perspektive, smo bili
kadrovsko in finančno preveč podhranjeni za kaj takega, ker tu bi mogel imeti nekoga, ki bi bil res zaposlen full time in bi mogel biti 100% fokusiran samo na ta teritorij in samo to delati. To pa je za neko, bom rekel, še mlado podjetje, jaz si pač na tej točki ne moreš privoščiti, ne. Kaj pa ena anekdota, ki kroži, to so mi sodelavke večkrat že povedale, z nekimi kitajskimi žličkami v Dallasu pa serviranim vinom. A lahko še to anekdoto izvemo? Ja. To je bilo pa, če se zdaj prav spomnim, to sem bil pa z gospo Majo Štomolj iz Žalca, modno oblikovalko. Ne me za besedo držati, če je bilo 2018, 2019, tam nekje. Ja, smo bila povabljena na en modni dogodek v Peri Belmont House, to je par 100 metrov stran od Bele hiše. Zelo eminentna zgradba, ki jo odprejo res samo za tiste najbolj superiorne dogodke. In je bila pač tam ta modna revija in ke smo mi takrat naredili ta chili wine, ki smo ga še prvo servirali v takih lepih, elegantnih politrskih steklenicah. In smo takrat, mislim, da 2016 dobili tudi medaljo za inovacijo v Ameriki in za dizajn in za okus in tudi na Great American Wine Competition smo dobili takrat 2 leti zapored zlato medaljo, ker še noben sommelier ni videl združitve vina in čilija. In dejansko ta pijača oziroma to vino je bilo tako elegantno za piti, lahko si ga pil in čisto malo nežno te čez par sekund pobožal čili, ampak res tako zelo nežno, tako subtilno in to je bilo, res je bil wow efekt, ne. In to je bilo pač tudi slovenski ambasadi gor, drugače je bilo to v Washingtonu, no, slovenski ambasadi je bilo to takrat noro všeč. In so me povabili kot vinarja. Čeprav sem čiljaš, po srcu sem čiljaš, v bistvu niti nisem vinar, ampak je bila ta chili wine zgodba, ena zgodba, ki sem jo razvil poleg čilija in pač takrat je padla, bom rekel, kar fejst na plodna tla. In pa gospa Maja Štomolj je imela, bom rekel, svojo modno revijo, jaz sem pa pač naj bi pa stregel vino. In zdaj bom mogoče malo pobrkal številke, ampak mislim, da sem poslal gor takrat 100 steklenic, bilo je povabljenih 220 ljudi, ampak to je bila sama res najjača eminenca Washingtona, ne. Vsi influencerji, politika, oni rugby playerji najjači, v glavnem sama res ta top smetana, ne. Saj če pogledaš zdaj, če v Google napišeš Matic Vizjak Washington ali pa kaj ti tako ta prva gor vrže, ko vidiš one slike, kako so to vsi oblečeni, pa to vidiš, da to je filmsko, no, to je res filmsko, to, da si sploh v živo lahko prisoten na kaj takega. V glavnem, jaz pošljem gor tistih, ne vem, 100 steklenic ali nekaj takega in zgodila se je nesreča gor in v Ferixu se jim je paleta prevrgla. Ne vem, kaj se dela z viličarjem, v glavnem paleta se je razbila. Ne spomnim se zdaj številk, na par flaš je samo preživelo, ne. Ostalo vse se je razbilo. Veš, da to je edina katastrofa, ki se ti lahko naredi, vse drugo boš rešil. To pa ne moreš rešiti, ker pač bilo je zadnja tista flaša tistega letnika, kaj je bilo. Če kovče izgubiš, boš hitro si novo obleko gor kupil, če karkoli se ti zgodi, se vse da rešiti, še nekako, ne. Vina pa ne moreš tako hitro pripeljati, ker mi smo ga šli dvigniti v petek, v soboto je bila pa prireditev, ne. In tistih par steklenic je preživelo, mene je kap skoraj, jaz sem se, kako naj sploh zdaj na ambasadi to povem, ne. Kako bomo sploh to zdaj speljali? In jaz sem imel takrat enega šoferja iz ambasade, mislim, da je mogel biti eni Filipinec, en tak prijazen gospod ful, in se peljema, ne vem, iz tistega skladišča nazaj proti ambasadi, nekako tako, in reče: Matic, you need a coffee, you need a coffee. I will take you for a coffee. Pa si jaz mislim, stari moj, res rabim zdajle vse drugo, razen kave. Ampak on je rekel: "Okej, you need coffee," pa tako, okej. In gremo tam, se parkiramo in je bil en Starbucks in je bila taka kolona, da smo zunaj na pločniku čakali, da smo prišli sploh na vrsto za tisti kofi v Starbucksu. Ampak jaz takrat stojim s tem gospodom in na desni je bila taka velika šipa, bom rekel, prodajna vitrina, izložba, no. In pogledam noter in je bila kitajska trgovina in not so bile te kitajske šalčke, žličke, pribor, lučke, pač kitajsko vse, ne. In jaz tam vidim te male lepe žličke keramične, jaz ruknem tega kolega, pa rečem: "You know what should I do? I should buy the spoons and serve wine on the spoons." Pa sem se sam sebi smejal, pa sem že pozabil, pa sem kar šel naprej. Pol pa on reče: "What? What? 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 What?
no, you should really do this. Pol mene gleda, this is a great idea, you should do this. Pa jaz rečem, resno? Rekel, ja. Rekel, to moraš narediti, to še noben ni naredil. Pa sem rekel, pa okej. Sem zakaj pa ne? Sem rekel, na konec koncev 5 flaš imam, 200 ljudi pride. Saj, če bomo dali kozarce, nimamo šans, da vsi sprobajo, ne? Tam bojo pa cel halo naredili okoli tega vina, veš, da ga bojo vsi hodili probati. In nič, te sem šel jaz res noter, pa vidim one žličkice, pa sem vprašal ono malo Kitajko, sem rekel, tele žličkice bi kupil, koliko jih pa imate? Ne vem, koliko jih je bilo, 50 ali 100. Sem rekel, super, vse kupim. Ona me kar gleda, sem rekel, vse bom kupil. Pol pa gledam te žličke, moram na nekaj postaviti, ne, ne more kar tak biti, veš, pa se malo vrtijo, pa tak, ne. Pa sem rekel, pa imate kako neki podstavek keramični, da se to žličke lahko gor postavim? Pa veš, da ni imela, ne, ker to so bile tako, da greš v kitajsko restavracijo, jesti tisto kislo pekočo, to je bila tista žlička. Tista sama, veš, je tako, ne, nimaš načeloma nič, na ničemer ni, ponavadi dobiš nekako zraven, ne. Sem rekel, daj mi nekaj stajala, še rabimo. Pa pol mi iščemo z ono, kaj bi to šlo, in smo našla neke 4-oglat stajala. Sem rekel, daj mi to, vse kupim. Vse kupim, kar imaš. Pol pa še neki prtiček. In pol sem si mislil, kako bo zdaj to, bog ve, če bojo na ambasadi sploh sprejeli to, ne. To idejo, ker te bo čisto mimo vsega, ne, kaj smo več imeli v planu. In jaz sem se pa kar odločil, zdaj, če bomo to en dan pred prireditvijo povedali, bo štala v hiši, po domače povedano, bo vse narobe, treba rešiti, treba kupiti neki drug vin, nekaj. Jaz sem pa kar temu gospodu rekel, to bo najina mala skrivnost, bova midva to kar lepo poštimala. Tam je še bila ena gospa na ambasadi, pa sem se z njo menil, sem rekel, veš kaj, rabil te bom, da mi boš na hitro žličke spucala. In pol smo tisto mizo nekako tako dali, da je bila zavesa zraven, in ona gospa je bila za zaveso, pol je bil pa tam hodnik do kuhinje in se je glih fajn poklopilo, jaz sem imel pa to mizo in sem jaz, in pol smo še mogla pa izlivnike kupiti, zato ker če bi iz teh steklenic točil na žličke, to bi padlo dol, pa ne. In pol smo tiste izlivnike iskala po Washingtonu, vse posod, in ko je sreča, najdemo 2 izlivnika po celem Washingtonu, točno tista vinska, ko je točno v steklenico pasal. In še tak lep keramičen, veš, tak, prav za na sliko. In sem imel še tisti, in tisti je pa potem tako teklo, veš, da vino kroži, to imajo pač sommelier, da vino prevetrijo, ne, da ga oživiš, da ga pomladiš. In smo pa na tisti točili, in da to je bil res tak experience, ko je to vino preteklo na tiste žličke in to, ko si videl to ljudi, ko so to gledali, kot zdaj to bo, ne. Ampak sem imel premalo žličk, seveda, za vse, ne. In sem imel zrihtano, tam je gospa čakala standby. Ja, in smo te žličke hitro menjavali in to so prav bavili, ona jih je pa tam hitro hodila zadnji prat pa nazaj. V glavnem, noben ni vedel, da je bilo kaj narobe. Vsi so mislili, da to je pa noro dobra ideja, a v bistvu je bilo vse narobe, kar je bilo možno, ne. Ampak na koncu pa je spadlo fenomenalno in to je bilo še v Washington Postu, je bila takrat slika, pa Washington Post je big deal tam, ne, v Washingtonu, to je pač ta glavni časnik, in vem, da je še bila slika takrat noter, Maja Štamol je bila s svojim oblekam, pa moje žličke, pa vino je bilo tako v Washington Postu, ja. To je bila taka, A je to vino še naprodaj nowadays? Ne, to vino pa ni bilo več naprodaj, veš, kako je bilo to, to je bila spet ena taka, vino je bilo, bom rekel, kar višji cenovni razred, ker ena taka huda zgodba je bila odzadaj in vino se je zelo dobro prodajalo do decembra, recimo, za poslovna darila, drugače pa ne. In nekako, veš, je to vino res, ga ne piješ, ne boš si špricar iz njega naredil ali pa kaj, ker to je bil pač res rumeni muškat, pa s čilijem, ta drugi je bil pa rumeni muškat pa naravna aroma gozdne jagode, tako da en je bil bel, en je bil pa roze, ne. En je bil za njo, en je bil zanj, ne. Taka je bila ideja narejena, oba sta bila res zelo blaga, tako da si lahko oba pil. Ampak ja, ene par let se je dobro prodajalo, ampak spet nekako nismo s tem uspeli priti na tuji trg, tudi ker zahtevno je bilo to steklenico polniti, zato ker ni bilo polnilne linije nikjer pri nas, ker je bila taka visoka pa vitka, pri nas so vse polnilne linije bolj ali manj naredile na litrsko flašo, ne. Tako da je bilo tudi kar neki izziv, ampak tudi te izzive, če bi dobil nekega interesenta ali pa investicijo, vse take izzivi seveda dajo rešiti, ne, ampak pač nikoli ni prišlo do tega, no, in jaz še vedno hranim ene par teh steklenic doma, ker ipak je v zadnjih kar taka zgodba, ja, no. Spomini, tako, ni pa se bi rekel, da se bi pa poslovno iz tega pa kaj izcimilo. Kaj pa sicer
to sem želela še vprašati, kmetijstvo, delovna sila, interes med Slovenci ali pa med tujci, koliko težko je dobiti delavce? Jaz, ko potujem po svetu, vedno se zgražajo nad sezonskimi delavci in njihovimi okrnjenimi pravicami, ke delajo na kmetijah pri obiranju sadja, zelenjave. Kako je pa pri nas s tem? Koliko težko ali pa lahko je dobiti kader? Jaz še drugače sodelujem, sem partner še v enem drugem podjetju, kjer smo pač trije solastniki, in, bom rekel, tam nas je 11 že od samega začetka, ne. Imamo pač, tistih 11 nas je slovenska delovna sila, ampak imamo pa dostikrat povpraševanje zunaj za kako novo delovno mesto in, nas je včasih kar malo strah, no, kam tole res pelje, ker, nočem biti zdaj, negativen preveč, ampak, kdo se vse prijavlja na taka dela in s kakšnim načinom prihajajo, in glede na to, da se res bojim, da je to zdaj neka naša nova realnost, so, kar se tiče delovne sile, kar negotovi časi, no, zelo negotovi. Imam izkušnje tudi recimo z delovno silo recimo iz Bangladeša, ki so, zelo spoštljivi ljudje, prisrčni, prijazni, prijetni, fajn je z njimi delati. Ampak, je pa njihova produktivnost, če se primerjamo z nami, nekaj spet čisto druga zgodba, ne. Nižja ali višja? Nižja, seveda nižja, ampak se pa bojim, da je to neka naša nova realnost in, dvomim, da zdaj tudi, če bi se ne vem kako, neka ta naša politika zdaj pa čisto drugo smer obrnila, ni zdaj narobe samo za to dotično momentalno politiko, ampak jaz mislim, da mi smo že vsaj 10 ali pa 20 let hodimo, čisto napačno, po napačni poti. Ker mi smo imeli zelo dober primer, ne dobre prakse, ampak napačne prakse preko luže, ne. Iz Američanov bi se lahko mi naučili, kaj vse so oni delali narobe zadnja desetletja, 20 ali pa 30 let, ne. In vse to, kar se je tam delalo narobe, vse se počasi, preslikava v Evropo, ne. Kot denimo kaj? To je zdaj veliko stvari, ki bi jih bilo tu za našteti, ampak jaz mislim vse to, da se vse, kar je bilo nekoč nenormalno, da se zdaj pač kar sprejema kot normalno. A Black Friday? Ne, to je ena mala stvar, ampak tudi to razdvajanje, ne, recimo, zdaj smo, sploh zdajle, ke smo v tem zelo, zelo pestrem času, ne, kar je moja čisto taka, groba ocena. Slovenci smo postali tako, da se mi zdi, da znamo še stopiti skupaj, ko ne vem, nekdo od Prevcev dobi zlato medaljo, pa ko je Dončić razglašen za MVP-ja, pa ko Roglič spet prifura, neki vrhunski uspeh, takrat se še objamemo, pa smo bravo Slovenci, po drugi strani pa postajamo zelo levi pa desni. Zelo smo tako, vedno bolj nekako nastrojeni en proti drugemu. Zdaj, če nisi z mano, si proti meni, ne. Nimamo več, ne bom rekel, da ga nimamo več, bom rekel, da imamo vse manj nekega pametnega dialoga, ki bi bil nujno potreben. In vse to v bistvu na koncu koncev nam samim škodi. In tega je na žalost se mi zdi, da vedno več hodimo po tej poti, no, in to nobenemu ne bo obrodilo prav nič dobrega, ne. In s to delovno silo, recimo sam sem, zelo, bom rekel, aktiven športnik že celo življenje, z veseljem treniram, hodim v fitnes in tako, ampak gledam mlade pubece, ne, recimo mi, ke smo 40 plus in tako, treniramo, smo še ono old school, si pomagamo, nimamo telefona, ajde, veš, še neki power. Gledaš pa te mlade pubece, vsak je na svojem zicu, gleda noter v telefon, nobene energije, tam so zato, ker pač je moderno, da rečeš, da hodiš v fitnes, nič pa ni nekega efekta. To, ko smo mi bili toliko stari, to je čisto druga zgodba. Tako telefonov nismo imeli recimo, ali pa so bili tu pa tam ga je kdo imel, ne, ampak je bil support, je bil power, je bil tisti smo bili ko eno krdelo dedov, veš, ono, dajmo. To zdaj je pa tako, se mi zdi, ko gledam to, kako boš lahko od takega osebka pričakoval res neko samoiniciativno efektivnost v tvojem podjetju. Tako da. Kaj bi Arnold Schwarzenegger rekel na takšen trening? Ja, no, on, ko je treniral dvakrat na dan recimo, ne. Ne vem, tukaj je, in tudi recimo, ko se pogovarjamo, no, s mojima partnerjema, z Urošem in Rokom, pa rečemo,
mi se zdaj pač recimo pogovarjamo še o paletah, ne, pa tako presečemo, kaj pa če bi pa zdaj mi dobili 3 kontejnerje naročila, vsega ne moreš narediti iz danes na jutri. Mislim, tako je, da imaš nek deadline, kaj ga boš pa naredil? Tako na hitro, pa dobiš neko pogodbo, zdaj imamo pa za 1 leto pogodbo, rabimo takoj 20 novih ljudi zaposliti. Kako? Noben ne ve. Noben ne ve. In bom rekel, danes mogoče imaš malo prednost, ker se lahko tako hitro adaptiraš s stroji pa z avtomatizacijo, ker na koncu danes bojo imel vsak stroj iz Kitajske, lahko dobiš že v relativno parih tednih, ne, če seveda imaš denar za njega. To ja, ampak tudi to ni vedno rešitev, no, tudi na koncu koncev nekaj rabiš delovno silo, zato pa nas potem takem ne preseneča, da imamo pač seveda toliko več delavcev iz Indije in iz Bangladeša in tega bo itak vedno več, ne. Tako da prej ko slej bomo to normativ tako mogli sprejeti, da pač tu smo, to imamo in to smer gremo. Zdaj pa Matic, midva bi se lahko pogovarjala do jutri zjutraj, verjetno, ampak format podcasta imam omejen, rečeva, da je to tudi zaradi vseh poslušalk in poslušalcev, da vejo, kaj pričakovati. Jaz ti želim veliko sreče pri tvojem nadaljnjem delu. Želim ti še naprej ta pozitiven pristop, mindset, ki je v bistvu vse, a ne? ja. Ker reši v bistvu marsikakšno težavo in veliko veselja pri ustvarjanju novih produktov. Super, hvala, se veselim. Ja, mi je veselje, no, saj ti mora biti. Vsak podjetnik, ki je neko res uspešno zgodbo naredil, je, če ne bi imel veselja v prvi vlogi, tako ne bi mogel nekaj prosperirati, no. Ker če gledaš samo skozi denar in vse, katere omejitve te na poti čakajo, tako slej ko prej odnehaš. Moraš imeti v ozadjih prvo ljubezen pa strast za tistega, kaj delaš. To se vedno znova pokaže. Spoštovani vsi ostali, ki ste nas poslušali, ohranite strast, pa se slišimo kmalu, čez 14 dni. Adijo. Adijo. Hvala za povabilo. Prosim, z veseljem. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.